Med odmori na dvorišču prve osnovne šole Celje vlada živžav. A pred 80 leti je bilo drugače, saj so nacisti v takratno okoliško šolo pripeljali družine partizanov ali upornikov. So otroke utrgali od mam in sicer te ukradene otroke pod 18 letom starosti so približno po 4 dneh bivanja na tej šoli. Bivali so v teh žal razredih, kjer ste vi danes, pač so imeli take lesene, preproste postelje, slamokrite. Zanimivo je, recimo, da je točno v tej stavbi se to dogajalo. Medtem ko so oni bili tam ves čas v strahu, mi pa sam pred ocenjevanjem. Nacisti so od staršev ločili več kot 600 otrok z območja Slovenije. Leta 1942 sem bila stara 5 mesecev. Stric je bil ustreljen kot talec in s tem je bila vsa družina konfinirana. In s tem sem jaz tudi postala ukraden otrok, starši v Auschwitz, stari starši tudi. Odrasle so poslali v koncentracijska taborišča, otroke pa so oddaljili in jih želeli ponemčiti. Tam so ti otroci imeli nemško vzgojo. Če so govorili slovensko, so bili kaznovani. Tudi tako vojaško vzgojo. Starejši so pa tudi delali. Najmlajše otroke so pa dali v posvojitev. Ne vse, določene. Ker so bili Jerčini starši še živi, je ostala starejšimi slovenskimi otroki, ki so skrbeli zanjo, kakor so vedeli in znali. So nas na sonce dali na trebuščke, so se ritke posušile. Mene je najbolj ganilo to, da pač je gospa Jerica povedala svojo zgodbo, ker je ona to doživela. V bistvu še ne vemo veliko o tej temi. Ker sem si v glavi dala to sliko, kak bi bilo meni, če bi bila na njenem mestu, mi je bilo pač ful težko. Meni je to zanimivo, ker se lahko taka grozna tema zelo hitro pozabi. Jerica in njena mama sta se vrnili domov. Stari starši pa so umrli v taborišču. Nisem znala hoditi, nisem znala govoriti. Vsaka vojna, ne glede, v katerem času se dogaja, vedno so prizadeti otroci.